Lepo pozdravljeni na literarni matineji Celjske Mohorjeve družbe. Zunaj je vreme načeloma še kar hladno, je pa v tem februarju ponovadi malo zadiši po toploti, še posebej, ker sveti Valentin, jutrišnji zavetnik, prinese ključ od korenin. Potem malo kasneje se začnejo ptički ženiti in tako nekako se spodobi, je lepo in pravično, da danes govorimo o ljubezni, sploh ob takih knjigah, ki jih danes predstavljamo. Lep dober dan obema mojima gostoma, gospa Melita Bevc in gospod Marko Zobandora. Najprej bova z gospodom Markom, vi ste prevajalec, 3 knjige Boba Goffa ste prevedli za slovenske bralce. Sicer vas poznamo iz različnih aktivnosti, mogoče še najbolj po glasbi. In zdaj sem nekje zasledila, da ste rekli prostimi besedami: pišem, pojem in igram, da bi prinašal veselje tistega, ki mi je te darove dal, in spoznanje, da obstaja nekdo, ki nas ima neskončno rad. In sem potem pomislila, da bi bil Bob Goff točno tak stavek bil sposoben povedati. Kako ste se vidva z Bobom Goffom spoznala, pod narekovaji? Ja, lep dober dan, hvala za vabilo in sploh za možnost, da sem Boba Goffa spoznal, ker ga res prej nisem poznal, v bistvu prek enega prijatelja, ki je knjigo prebral v angleščini, je bil čisto navdušen in rekel, to je treba prevesti, in tako da nekako stopil v kontakt z vašo založbo in potem je založba kontaktirala mene in jaz sem v bistvu takrat prvič zares stopil v stik, ampak že ko sem prve strani začel brati, mislim, to je res ker buhti ta energija in neka ljubezen in vse sorte ven iz te knjige, in jaz sem res to, pač, ko bereš, se smiš, jokaš se hkrati v 2 stavkih, tako da res te ne pusti hladnega, te ne more pustiti hladnega, Bob Goff je res zanimiv človek. Imamo 3 knjige, prva je Šla ljubezen deluje. Potem ta knjiga je nekako kar klicala potem, da bi bila prirejena za otroke. Imamo Otroci od ljubezen deluje, ki jo je napisal skupaj s svojo hčerko Lindsay. In pa zdaj 3. Sanjajte drzno. V vseh teh knjigah ste Boba Goffa zelo spoznali. Pa bi vas prosila, da z nami podelite njegovo življenjsko zgodbo. Kdo pravzaprav je Bob Goff? Mislim, da koliko časa imamo, ker tako življenje, kot ima Bob Goff, je res, rabiš več življenja, da ga živiš, Ampak se mi zdi, v enem stavku bi rekel, da je pač iz njega, mislim, v njem je ena taka, kako bi rekel, želja po življenju, po vključenosti, to nekako, on ves čas govori, da pač je treba izkoristiti življenje, da je treba biti konkreten, ne samo sedeti pa razmišljati, ampak enostavno se lotiti, In iz tega pravzaprav tudi nastala ta prva knjiga Ljubezen deluje, ker pač ni dovolj, skozi govori, ni dovolj samo razmišljati, se pogovarjati in misliti, koliko je lepo imeti nekoga rad, ampak enostavno stopiti in iti, In celo njegovo življenje je v bistvu na nek način to in je skozi te zgodbe potem nekako opisuje to svojo naravnanost do življenja, Pač bil je en fant, ki je v otroških letih sicer bil nekoliko versko vzgojen, ampak mu to ni bilo zelo blizu, dokler ni spoznal nekaj ljudi, ki so ga dejansko spremljali, ki so mu pokazali, kaj ta ljubezen v resnici je, v kateri recimo beremo, če rečem, v evangeliju, ampak konkretno, ne vem, recimo prva taka izkušnja, ko se je malo v srednji šoli iskal in je nekega, on je pač razmišljal, ok, ne bom več hodil v šolo, bom šel plezati in to bo moje življenje, to je to, In je tistega prijatelja, s katerim, ki ga je malo spremljal, je prišel eno jutro kar k njemu in rekel, jaz grem. In je rekel, ok, malo počakaj in je šel z njim, In sta bila par dni, sta šla tam in pol je on gotovo, da to mogoče ni to, da ni toliko simpel življenje, da ti sam plezaš pa nimaš denarja. In ko sta prišla nazaj, v bistvu on ugotovil, da se je dan pred tem ta njegov prijatelj poročil. In v bistvu on prišel zjutraj in ga je odpeljal in on je šel z njim, Pa konkretno rekel, jaz sem s tabo tukaj. Nisem mu rekel, ok, želim ti vse dobro, ampak je dejansko šel z njim, In to je v bistvu se mi zdi zelo konkretno kaže to naravnanost. Zdaj v tem trenutku nekdo nekaj rabi, grem, In tudi to po drugi strani, da si ne postavlja nikakršnih omejitev, Bolj kaj nora ideja, boljše je, bolj je navdušen, kar seveda za sabo potegne tudi to, da velikrat ne uspeš, vse ideje se ne bodo izšle, ampak gre bolj za to, da ne obupaš, Tudi če nekaj ne gre, ok, to pomeni, gremo v drugo smer,
res tako nekako celo to svoje življenje gradi in zdaj pač v zadnjem času, ker je ugotovil, da je to smisel, nekako preliva to v knjige in poskuša dati to drugim. Mogoče še ena taka podrobnost, no, ki tudi nakazuje to njegovo usmerjenost v tej prvi knjigi. Na koncu on se je odločil, ok, se pravi, če jaz delujem in pač Jezus je bil vedno na razpolago, jaz hočem biti tudi vedno na razpolago. Kaj to pomeni? In na koncu knjige je dal svojo telefonsko. In je rekel, jaz se bom vedno oglasil, kdorkoli pokliče. Se pravi, čisto vsaki njegovi knjigi je noter njegova telefonska in je rekel, takrat naprej vsak, da dobim 100 klicev. Ne? In vsakega se javim, je rekel. Ne? Tako da, je rekel, velikrat ljudje pokličejo samo zato, da vidimo, če se bom res javil. Ne? Tako da, to je v bistvu neka taka naravnanost. No? Izbral je pa poklic, ki bi si ga predstavljali kot enega takega, če hočeš biti uspešen, imeti nek status, položaj, veliko denarja, predvsem v Ameriki, bi bil to poklic, ki ga po vsem tem nekdo s takim prepričanjem res ne bi izbral. Ampak Bobkov ga je. Ja, on je v bistvu postal odvetnik, oziroma se izučil za odvetnika. Spet tukaj to svojo zgodbo predstavil prek ene svoje zgodbe, ki je čisto posebna. Ne? On se je pač odločil, da bo odvetnik, ampak ker je v šoli prej ni bil prav briljanten učenec, je imel težave potem priti na šolo, tja, kamor si je zamislil. Ampak on je rekel, ok, jaz to želim, vedel je, da to hoče in je v bistvu se odločil, dokler me ne bojo sprejeli, bom jaz tam čakal. Ne? In vsak je prišel tja na šolo, se je usedel tam pred klop ravnatelja in je rekel, jaz bi se rad upisal. In je rekel, ok, ne moreš se upisati. Ne? Ampak se ni dal, ne? In vsaj že naslednje jutro spet je bil tam in tako mislim, da je 14 dni, 3 tedne, vsak dan zjutraj pred ravnateljem, ne? In je rekel, lejte, sam to, ne? Potem je ravnatelj očitno počasi videl, da je človek res zavzet, ne? Ker je bil cel dan tam in tako se on to opisuje res zabavno, v tej svoji knjigi se splača prebrati, no? Ampak na koncu je ravnatelj rekel, ok, pojdi kupiti knjige in je šel kupiti in je končal študij in je odvetnik, ne? In v bistvu bil celo življenje praktično odvetnik, no? Ampak če bi ravnatelj takrat vedel, da bo ta njegov učenec, ta njegov diplomant z fakultete, ki verjetno ima nekaj renome, odprl pisarno na Disneylandu, vprašanje, če bi ga vzel. Ja, to pa sigurno. Pač že zelo zgodaj se mi zdi na začetku, je rekel, pač Bob Goff je pač poseben. No? In je rekel tudi, pač moja pisarna je v bistvu v Disneylandu, on je tja rad hodil in tam je nek otok Toma Sawyerja, je rekel, kamor skoraj noben ne pride. Ampak jaz imam tam pisarno, imam mir, če pa kdo pride, se pa lahko pogovarjamo. Zdaj pa pred kratkim sem gledal en video na YouTube, ko razlaga, ne, da tam še vedno ima pisarno, ne, si je vzel svoj prostor, ampak da zdaj pa ni več tako mirno, da ponovadi ljudje tam čakajo, je rekel, kar na desetine ljudi čakajo, da prišli do mene. No. Ampak kljub temu, tam je na razpolago, je rekel, še vedno sabo nosim laptop, ker mislim, da bom kaj naredil, ampak ponovadi nič ne naredim, ker je preveč ljudi, da bi lahko v resnici kaj delal. No. Ta zgodba, se pravi, to sporočilo, da ljubezen deluje, je nekaj, kar v prvi vrsti moramo naučiti otroke. Zato ta knjiga Otroci, ljubezen deluje, res ni bila presenečenje. So pa zgodbe podobne oziroma nekatere iste, ki jih doživlja oziroma opisujejo na eni strani z vidika odraslega in na drugi strani, kako je to prenesel otrokom. Če mogoče nam poveste to zgodbo o pismih in svetovnih voditeljih oziroma to prepričanje, da ni stvari, ki bi bila prevelika za nas. Mi imamo občutek, da država, da voditelji svetovni, da kralji in kraljice, da to je nek sporedni svet, s katerim mi nič nimamo. Ne? Bob Goff se ne ostavi čisto pred ničemer. Ja, njegov pristop je tudi tak, tudi otroki imajo tako, da če so imeli neko idejo, je rekel, ok, ni rekel, to se ne da, to ne moramo, ne vem, kaj pa si mislite, to je predzapleteno, ampak v bistvu stvar se je začela tako, da je bilo to v času, ko je bil takrat teroristični napad v Ameriki in je on pač z otroki govoril, jim je pa želel to povedati in so se pogovarjali, kaj bi lahko naredili in so otroci razmišljali različne stvari in mislim, da je prav ta hčerka imela idejo, kaj če bi mi pisali tem svetovnim voditeljem vsem in bi jih pač povabili na pogovor, nekaj v tem smislu, Pa je najprej pomislil, ok, ampak vsej, pač otroci imajo ideje, gremo, ne bomo jih zatrli in so res napisali, ne vem, ogromno, na 100 pisem, poslali po celem svetu in potem so vsak dan hodili na pošto gledati, če je kaj, in v bistvu nekaj časa ni bilo nič, potem so začela pisma prihajati, in dejansko so se mnogi odzvali in so jih dejansko povabili na pogovor, od princev, kraljev, predsednikov in tako naprej in tudi res opisuje noter take zanimive zgodbe.
Še posebej zanimivo je to, ker so mnogi ti voditelji, ki so potem, ko so jih sprejeli, ker v bistvu so bili starša se šla zraven, še to, oni so v bistvu rekli, ok, to je bilo sred šolskega leta, ampak mi gremo, zdaj sicer nimamo denarja, ok, prodamo avto, so prodali avto, kupili karte in so šli, In potem, ko so prišli tja, so pač res otroci vodili pogovor, in večina voditeljev so bili tako taki resni in to, ker so navajeni pač neke sestanke, vsi so bili zelo previdni. Pa potem počasi, ko so ugotovili, da otroci so enostavno pač prišli se z njimi pogovarjati, da nimajo nobene zadnje neke agende, če tako rečemo, ali nekega načrta skritega, so pač se sprostili in so enostavno se pogovarjali, in so v bistvu marsikaj osebnega povedali, in to je bila res ena taka zelo, zelo zanimiva izkušnja za njih, In tudi kasneje še piše, in tudi zdaj sem pred kratkim tudi nekaj bral, da so še vedno z nekaterimi v stiku, tako da je res ena taka zelo posebna izkušnja. Mogoče tudi za nas kot starše en opomnik, da pač otroci imajo en tisoč idej, ampak sej, ene se bojo, ene pa ne bojo resnične, samo da jih ne omejujemo preveč, Da ne rečemo že tako, to se pa ne da, ker mi kot vemo, da se pač nekaj ne da, vemo, Ampak v resnici je to dokaz, da se marsikaj da, če je mišljeno. Kakšne so vaše izkušnje, kako otroci doživljajo te zgodbe? Otroci so bili navdušeni, že ko sem prevajal prvo knjigo, so pač takoj začeli brati, čeprav je bila načeloma za odrasle, ampak mislim, so brali z užitkom, prebrali res mimogrede in uživali zraven, se smejali in tako. Je res napisano na način, zelo razumljiv način, za vse in jih tudi pritegne in tudi res pač te izkušnje ti dajo nekaj, da te malo premakne, v vsakem primeru. Seveda ene zgodbe bolj, ene manj, ampak v splošnem so bili zelo, zelo navdušeni, in smo se veliko pogovarjali o tem, veliko se smejali. Upam, da bo tudi koga kaj nagovorili, da bo lažje kakšno stvar recimo speljal, pa mogoče predvsem manj teh omejitev si postavljal, se mi zdi tukaj je največ eno tako sporočilo, ne se omejevati, Ta tretja knjiga Sanjajte drzno je pa, že naslov je tak, motivacijski. In če imamo tudi na slovenskem trgu kakšno literaturo, ki se tiska v res velikih količinah in se dejansko tudi prodaja, je to motivacijska literatura. Kaj dela Boba Goffa in Sanjajte drzno drugačnega od vseh ostalih? Ja, on v tej knjigi zelo poudarja, da to ni knjiga za samo pomoč, ampak je v bistvu nek klic po tem, da on verjame, da vsakem od nas je za vsakega od nas je nek načrt, da bi živeli neko polno življenje. Za vsakega je to namenjeno. Tako kot dejstvo je, da mnogi ljudje živijo nekako na pol, ker nekako ne vejo, kako bi. In on pravi, da to ni se pravi knjiga za samo pomoč, kjer boš ti nekaj našel, ampak je predvsem, da ugotoviš, da najdeš neko smer, pač kot neko orodje, da najdeš smer, kako boš do tega svojega cilja ali pa uresničenja načrta prišel. S tem, da seveda opozarja, pač najprej moraš vedeti, kdo si in kam želiš priti in potem kaj boš za to naredil. Nekako tako je zastavljeno, s tem, da zelo opozarja, da to, kdo si, ne pomeni, da se zdaj začneš samo okrog sebe vrteti, ampak da dejansko ugotoviš, kaj te motivira, kaj ti je všeč, kaj te spodbuja in tako naprej, kje se nahajaš v življenju in potem predvsem to, kaj želiš doseči oziroma kaj je tisto, kar bi te nekako izpolnil. In to je cel proces, on ima tudi v Ameriki in tudi po svetu prav neke delavnice na to temo, kjer ljudi nekako usmerja v razmišljanje o tem, kako si narediti nek načrt in potem tudi pride do nekih teh sanj, če tako rečem. In tudi tukaj zelo opozarja, pač vsi imamo neke sanje, mnogi si pač potem, ko seveda v življenju doživiš neka razočaranja ali pa neke realnosti, če tako rečem, in te to potem začne ustavljati in to rečeš, ok, saj sem nekaj sanjal, ampak v resnici to je nemogoče doseči, da spet, da najdeš nekje, da zbudiš to noter, pa rečeš, aha, to je tisto, za čemer se splača iti in potem tudi vse vložiš v to in greš res za tem. Tako da tudi ta knjiga je polna nekih primerov in zgodb in res tudi zelo navdihujočih, se res splača prebrati. Verjetno pomaga tudi iskati tisto mejo med tem, da na eni strani zaupaš in nekaj stvari prepustiš višji sili Bogu, da do tja pa narediš vse, kar je v tvoji moči.
Ja, točno tako, oboje gre z roko v roke, ne, seveda pač verjameš, da ko nekaj izbereš in je tisto res, ne, pač zastaviš vse, ne, to, on gre res na polno, ne, pač on, če grem tja in ni drugega, ne, tako, ker pač v mnogih zgodbah tako kaže, včasih tudi malo mogoče, ampak hkrati računaš, da ja, če je to prav, bo Bog pač tudi s tabo in ti bo pomagal na tej poti, bo, ne, zdaj, zanimivo je, kar on velikrat rečemo, ne vem, nekako se mi zdi, večkrat sem slišal ta pregovor, če Bog nekje zapre vrata, pomeni, ali pa nekje drugi odpre okno potem, ne, on pa prav včasih, ne, pa če zapre vrata, je treba vrata podreti, ne, in res gre s tem potem naprej, ne, čeprav ti trkaš, pa se zapre, pa misliš, ok, mogoče to ni to, ne, mogoče moraš pa bolj potrkati, bolj, ne, ustrajati tukaj, ne, ustrajati, če čutiš, da je nekaj res pravo, lahko tudi ustrajaš, ne, tako malo. Kako pa je bilo prevajati Boba Goffa, ker on je naporen prevajalec, mislim, avtor glede na to, da zelo zavija besede, jih uporablja na nenavadne načine, se igra z njimi, spomeni, to je po svoje kar nočna mora za prevajalca. Mislim, bilo je po eni strani zelo zabavno, a ne, ker je res tudi brati v originalu zelo zabavno, je pa res, so pač te besedne igre, ki je pač vedno izziv v prevajanju, kako to prenesti zdaj, da se pomen ne izgubi, pa hkrati da ohraniš neko sočnost in duhovitost, recimo, no, tako da to je bil en tak res zabavni izziv, zanimiv, no. Eni stvari so boljše uspele, ene mogoče ne toliko dobre, kot bi bilo v originalu, ampak ja, je, sploh, ker je tudi tak človek zelo živ, ima tudi jezik zelo živ, zelo opisan, veliko nekih primerjav, primerov, tako da, ampak zanimivo, no, moram reči, da je bilo zelo zabavno, tudi s pomočjo pač urednikov, potem to pripeljati do res ene take lepe oblike, tako da ne vem, pravci bojo pa pač presodili, če smo, koliko dobro smo opravili svoje delo, no. Torej, povabljeni k branju. Melita Bevc, to sporočilo, ljubezen deluje, je tudi vam zelo blizu, ne da? Ja, drži. Nekako me vodi ljubezen skozi življenje in kljub temu, da sem dopolnila že 50 let, se še zmeraj učim, kako ljubiti sebe, kajti to nas v mladosti niso učili in je pot do sem malce daljša. Konec lanskega leta je pri Celjski Mohorjevi družbi izšla vaša knjiga Če pride kdaj jutri, ljubila te bom. Kakšna je vaša zgodba? Kako so čustva dobila besede in besede knjigo? Ta knjiga je nastala v enem takem zanimivem življenjskem obdobju ob izgorelosti. Da sem skozi to obdobje lahko prešla, sem pričela pisati. Že od malih nog mi je bilo položeno v zibelko dar besede, se pravi, da sem se lahko igrala z besedami, da sem pisala in da sem svoja čustva vedno izražala na papir. Ko me pa izgorelost položila v posteljo, sem pa želela preživeti in bosa iti skozi to izkušnjo. In zato vsakomur polagam na srce, da nikoli ne sme obupati se oprijeti samo enih zdravil, ker vse veste, zdravniki danes ste nafilali dobesedno z antidepresivi in pomirjevali, vemo, da to ni rešitev, da enostavno se je življenju potrebno soočiti s svojo bolečino, kar je zelo naporno, ampak na koncu se izplača. In te ljubezenske izpovedi so nastale, v bistvu tedaj je bil pričetek teh ljubezenskih izpovedi oziroma pisanj. Nastala je zbirka Spančice, najprej ene zgodbe, potem pravljica, zdaj čisto na koncu še pa te izpovedi, kako človeku povedati, da ga imaš rad. Pravzaprav je pa ta knjigica namenjena na nek način mojemu partnerju, ker sedi tamle v zadnji vrsti, ki me je ob koncu moje izgorelosti povlekel iz tega, da sem se dvignila in znova začela verjeti vase in v ljubezen. Tako da res vsem toplo polagam na srce, da začnejo imeti radi sebe in tudi vse ljudi okoli sebe. Včasih pravijo, da je to pač božji dar, neka danost, da človek je sposoben takrat, ko je težko, ali pa po kakšni težki izkušnji, ko se zalomi, ko je srce popojeno, strto, ko je polno razočaran, da gre po novi poti oziroma da najde upanje, da je lahko tudi drugače. Nekateri so potem v tistem razmišljanju, ki ga opisuje ta slovenski pregovor, ko ga je kača pičila, tripike,
Ampak se da to natrenirati, se da to naučiti, iti čez tiste težke stvari, da lahko človek reče to, kar pravite vi, da je vredno upati in si upati. Če govorim iz svoje izkušnje, se da, vendar je to tek na dolge proge. Vsakodnevno zjutraj, ko se zbudiš, mora zastaviti dan, ga pričakati z nasmehom, z veseljem, z nekim upanjem in zaupanjem. In seveda brez Božje pomoči ne gre, kakorkoli se mnogi branijo, da zmorejo sami ali z različnimi metodami. Se veste, danes je veliko vsega, kar morda ne spada ravno v nas svet, v naše prepričanje. Ampak vsak dan je treba znova zastaviti in z upanjem stopiti v dan in reči, zmogel bom in se nobene preizkušnje ne ustrašiti. Najtežje pa je, ker moramo tudi svojo ranljivost pokazati, kar pa vedno ni lahko, ker s tem v bistvu razgalimo sebe in pokažemo, da nismo 100%, da nismo vedno iz takega testa, ko nas drugi vidijo, ker tudi meni marsikdo reče, ja, pa ti se vedno smejiš, pa se zmoreš, kako ti uspeva, ampak izza tega je tudi veliko dela na samem sebi in veliko bolečin, ampak vsaka bolečina nas naredi močnejšo in nas v bistvu pripelje na tisto pot, kjer moramo biti. Knjigica, ki je nastala, je res tudi vizualno zelo lep izdelek, zelo lepa, tak en šopek rdečih cvetlic. Zdaj, ko ste povedali, komu je namenjena, je to ena dodana vrednost, ampak vsi, ki smo jo dobili v roke, ki smo jo prebirali, smo imeli občutek, da bi se vsak od nas tako ali drugače našel v besedah, ki jih mogoče sam ne zna ubesediti. Ko ste jo izdali, kaj ste si želeli, da bi dala ljudem, ki jo berejo, da bi našli v njej? Želela sem, da se ljudje začnejo zavedati, kaj pomeni ljubezen. Ljubezen ni samo beseda ljubim te ali rad te imam, ampak je tudi to drobno dejanje, se pravi, da mi nekdo prinese skodelico vode, da mi nekdo speče za zajtrk palačinke, če jih imam rada, da mi nekdo poda roko, ampak to ni samo ljubezen med partnerjema, ampak ljubezen med ljudmi, s katerimi bivamo, s katerimi se srečujemo. Vsakega človeka je treba imeti rad, tako kot imam jaz rada vse vas in verjamem, da tudi vi radi mene, ni samo ljubezen tisto, kar se vidi na zunaj, ampak tisto, kar nosimo znotraj sebe. S knjigo sem pa želela ljudi spodbuditi, da bi na drugačen način povedali, kako imajo radi, ker največkrat slišimo besede rad te imam ali ljubim te, ne znamo pa to drugače ubesediti. In besede, ko sem to pač želela ljudem na tak način povedati, so se kar izlivale na papir in sem tudi sama presenečena pravzaprav, kaj je nastalo iz globine moje duše in vedno rečem, kaj je Bog narekoval, da bi ljudje dobili v dar od Boga, da bi bili bolj izpopolnjeni in bolj srečni. Prej smo se malo pogovarjali o otrocih, vsi smo starši. Melita je te najstniške obdobja dveh sinov so že za vami, midva je to še pred nama. Kako pomembno je otroke naučiti, da imajo radi, ker bodo oni tisti, ki bodo to ljubezen, tako kot pravi Bob Goff, nesli v svet. Ampak zdaj smo se pogovarjali, da pri tem partnerskem odnosu še nekako čutimo, da je prav povedati človeku, da ga imamo radi. Pri otrocih, sploh takrat, ko postane težko, ko smo obremenjeni s to starševsko vlogo, kaj moramo, pa se včasih izgubimo v tem, da je ljubezen na prvem mestu. Kako sta vidva to reševala? Zanimivo vprašanje, hvala lepa. Jaz sem v bistvu vzgajala z vzgledom, to pomeni, da tisto, kar sem rekla, sem tudi sama naredila. In neštetokrat sem svojim otrokom povedala, da jih imam rada, ne glede na to, kaj sta naredila narobe, se pravi, otrok tak že v osnovi nič ne naredi narobe, to so zgolj neka pričakovanja v naših očeh, kaj je prav in kaj ne. Ampak otroku sem dala zavedanje, da se lahko, ne glede na to, karkoli pride v življenju, vedno obrne name in na svojega očeta, se pravi na starša. In nikoli nisem dovolila, da bi šli zvečer slabe volje spat ali
sprti. Se pravi, če smo imeli kakršnekoli težave čez dan, smo to zvečer rešili, se pogovorili, mogoče je bilo prav ali ne, ampak danes, ko imata moja dva sinova sama svoje družine, vidim, da je ta vzgoja vzgleda bila najboljše, kar sem jim lahko dala, in ta brezpogojna ljubezen, da sem v bistvu pokazala v vsakem trenutku, da jih imam rada in da sem se vedno zanje postavila, ne glede na to, v kakšni situaciji sta se znašla. Ja, mislim, da je gospa Melita zelo lepo povedala, no pač tudi mi z ženo se truda vsekakor, da kljub, če rečem, nekim omejitvam, ki jih kot staršem ali pa nekim usmeritvam, ki jim želiva pač predati, nek način življenja, da čutijo, da jih ima res rada, da se lahko vedno, kadarkoli imajo kakšen težavo, problem, vprašanje, karkoli, dilemo, obrnejo na naju. Vsekakor, mislim, se bo to tudi še pokazalo čez čas, še vsem toliko v takih letih, da še nismo čisto oblikovani, ampak tako tudi mi, da se truda res pač vsak večer, da nekako skupaj zaključimo dan, da tudi če je bilo čez dan karkoli, da se vsem nekako začutijo, da se imamo radi, si tudi povemo veliko, da se imamo radi, in mislim, da to je ena res taka pomemben temelj, no, za to. Ne vem, zaenkrat imam občutek, da gre, no. Se pravi, bo pa čez čas pokazal točno, kaj potem ostane, no, kakšno seme sva uspela posaditi in kaj bo vzhalilo, no. Kakšno je pa vajno mnenje, vsi Slovenci znamo kot narod izpovedati, oziroma si povedati, da se imamo radi, pa mogoče ravno vas pri tej dilemi, ne, recimo angleščina, slovenščina, like, love, imam rad, ljubim. Slovenci nismo navajeni reči nekomu ljubim te, to se nam zdi izumetničeno, ne? Ja, mislim, da smo Slovenci bolj zadržani, kar se tega tiče, no, tudi v nekem izkazovanju, nasploh čustev, no, tudi jasno tudi neke naklonjenosti, če se primerjamo z Američani, ne, je pa po drugi strani res, no, da če so oni tako vsaj na prvo žogo, če tako rečem, zelo odprti, zelo lažje izražajo te stvari, se mi pa zdi, da mi po nekem začetnem mogoče nelagodju ali pa rabimo dlje časa, ampak potem lahko vzpostavimo se mi mogoče celo bolj globoke odnose z nekom, ali so to prijateljski ali pa partnerski ali karkoli, kot mogoče nek drug narod, ki je na videz zelo odprt, ampak potem pa hitro se kaže neka ovira, no? Tako da bi težko rekel, kaj zdaj boljš, ampak ja, vsekakor je včasih težko nekomu reči, že ne vem, rad te imamo prosti, ne vem, karkoli, pač ne. Jaz mislim, da si Slovenci nasplošno ne znamo izražiti čustva, tudi žalosti ne pokažemo, ne samo ljubezni, ne. Sama rada objamem ljudi, se mi zdi, da jim na tak način odprem srca. Tudi v službi, pa kjerkoli, no, sem to zelo rada prakticirala, čeprav sem se morala to malo odvaditi, ker ni bilo povsod dobrodošlo. Ampak, ne vem, jaz mislim, da moramo začeti pri otrocih, da je tam tisto seme, ki ga lahko sadimo, da ko odrastajo, da to odnesejo v svet, to ljubezen, in jaz mislim, da ni narobe, če si povemo, da se imamo radi. In še nekaj, kar je pa še bolj pomembno, da vprašamo človeka, kako si. Imam eno izkušnjo iz življenja, ko sem enega fanta vprašala, kako pa si, pa reče, kako to mislite, postavi rdeč, zmeden, ne vem, če ga je kdorkoli v življenju vprašal, ker je zjutraj, pač sem ga srečala, zdaj ne morem povedati, kje je to bilo, ampak zmeden je bil, ker ni bil navajen vprašanja, kako si, ampak jaz sem srčno želela odgovor, kako je, ker se jim je v tistem trenutku dozdevalo, da bi moral svoja čustva izraziti, pa da jih nekako ne zna in jih na nepravilen način, ne. Da vsekakor je prav, da si povemo, da se imamo radi in tudi, da se ljubimo, ampak res je, ljubim te ne slišimo pogosto, bolj je beseda moderna, rad te imam ravno zaradi tega, ker nismo pač navajeni že od malega naprej čustva izražati, izhajamo iz generacije, ker je še bilo treba vse pod odejo, skriti pod preprogo, ne povedati, kako se počutiš, ali si vesel ali žalosten, kar ni vredo, ne. Tako da upam, da generacije, ki prihajajo za nami, da bodo bolj odprte in da bodo znale bolj izraziti svoje čustva. Če lahko sam. Zdaj sem se spomnil, no, sem gledal tudi en intervju z Bobom Goffom, ker smo glih o njemu pogovarjamo, pa njegovo ženo, ne.
In je rekel novinar, jaz sem opazil, ko sta prišla, vsakega sta objela, ne, res tudi to poskuša to nekako deliti, to ljubezen, tudi čisto konkretno s tem objemanjem, pokazanjem. In je rekel, ja, najen pristop je, da že vnaprej predvidevava, da je nekdo najen prijatelj. In v bistvu s tem konec koncev tudi lahko nekoga razorožiš, ker se vsi tako držimo, ne, včasih pa rečejo ljudno, pa kaj lahko naredim. A gre prek te meje in pol včasih, če to podreš, je pol veliko lažje se tudi stvari, odnose vzpostavi. Včasih podreš neko mejo, ker pol ljudje so malo izgubljeni, izgubijo tisto neko masko, ki skozi držiš ograjo in lažje prideš do človeka, mogoče, no. Prej ste Melita rekli, da je danes je drugače. Imamo ta blagoslov, da lahko razmišljamo o tem, kako se počutimo. Generacija 1 ali 2 nazaj si tega niso mogli privoščiti, ker so bile preveč obremenjene s tem, kaj je treba, kaj je nujno, kako preživeti. Mi pa imamo to možnost. Hkrati pa imamo možnost tudi, da se ukvarjamo s stvarmi, ki niso nujne za življenje. Skratka, da se ukvarjamo s tem, kaj nas veseli, kaj nas izpolnjuje. In tudi kako mi dajemo v nekaj svoje darove, to, kar sem na začetku povedala, gospod Marko. Vajen jezik dajanja naprej je obe glasba. Kako vidva čutita to svojo ustvarjalnost v luči ljubezni do vsega, kar počnete, oziroma do ljudi, s katerimi glasbo delita? Ja, jaz, tako kot ste prebrali, no, je res to je moje neko vodilo, misel. Pač talenti, ki jih imamo, so nam dani zato, da jih pač delimo, zato, da drug drugemu prenašamo, ne vem, občutke, veselja, razmišljanja, konec koncev dobro voljo. In jaz pač nekako poskušam prek svoje avtorske glasbe in tudi drugih pesmi, ki jih pač kdaj kje izvajam, pojem, sodelujem, to prenašati ljudem, no, to je moj nekak namen tudi te moje avtorske glasbe. Dejstvo je, da pač glasba je položena vame, no, to je bilo meni vedno blizu, vedno nek način izražena, samo petje ali pa samo enostavno, ne vem, igranje kitare, klavirja, karkoli, ne, čisto inštrumentalno. Se mi je tak res univerzalen jezik, kjer nič ne rabiš biti ali pa ne, da lahko to sprejmeš ali pa sodeluješ. In se mi zdi tak res velik dar, no, glasba je neveški jezik, ne, in res to močno čutim, no, in poskušam pač prek te svoje glasbe tudi to nekako posredovati naprej, no. Mene pa nekoč en duhovnik dejal, kdor poje, dvakrat moli, tako da zelo rada pojem in najbolj sem hvaležna, da sem to ljubezen do petja in glasbe predala naprej svojim sinovom, ki so res uspešni glasbeniki, tako da sem jaz tista mama iz ozadja, ki jih spodbuja in jim je dala to ljubezen. Meni ni bilo dano, da bi mogoče pela v nekem večjem sestavu ali pa da bi bila svetovno znana ali pa slovensko znana pevka. Zelo rada pa s svojim glasom pobožam ljudi in mislim, da ta dar, tako kot je gospod Marko rekel, ki ga prejmemo, da je prav, da ga damo naprej, tudi če je to v nekem ožjem krogu ali družine, ali sosedo, ali pa lokalno. Ampak ja, to, kar imamo, je treba dati naprej, deliti in naj se širi dobro, kajti glasba je tisto, kar nam pomaga, da ostanemo prisotni v trenutku. Glasba je eno darilo, ki ga lahko damo. Jutri je tak praznik, ki nas ponavadi opomni, da bi bilo mogoče lepo kakšno otipljivo pozornost dati komu. Kaj vidva preferirata, če uporabim ta izraz, kako izpovedati ljubezen? Tako na jumbo plakatu ali z največjo možno voščilnico v stilu Boba Goffa, domiselno, na kakšen način, ko se še nišče ni spomnil. Če imate vi kakšno misel, povabljeni k sodelovanju. Namreč, mene enkrat se zelo dotaknila zgodbica, ker je ena mlada punca mi povedala, da kaj je bilo najlepše darilo, ki ga je kdaj dobila. Njen fant je dal pručko. In ker je ona bolj mečkana, bi si človek pomislil pručko. Bi lahko bilo darilo, ki bi si bilo razumljeno na različne načine. Ampak jo je pospremil z besedami, da ti nobene sanje v življenju ne bodo previsoke. In je ta pručka ostala njeno najbolj nepozabno darilo. Skratka, mogoče kakšno misel za konec, za zaključek, kako povedati, kakšna je vajna izkušnja, kakšna je anekdota,
o tem, kako komu izraziti ljubezen, ali pa kakšen nasvet za jutri. In za 13. Oziroma za 12. marec, ko bo Gregorjevo, ko imamo mi tudi svoj praznik. Morda najlepše izraziti ljubezen z dejanji, pa ne samo na tisti dan, ampak skozi vse leto. To je tudi moje vodilo in verjeli ali ne, ko sem bila mlajša, seveda si pričakovala na tisti dan eno rožo ali pa karkoli, kos torte, ne vem, ampak dejanje skozi vso leto je tisto, kar je zame nekaj najlepšega, najbolj toplega. To jaz dajem in na nek način tudi tiho pričakujem, kdor ne, saj smo samo ljudje, ne samo partnerjev, ampak vsem ljudem, ki jih imamo radi in s katerimi živimo. Sicer pa vsako leto sicer nisem uspela, rada pošljem Valentinove kartice ljudem, ki so mi blizu, ki jih imam rada, ponavadi kako misel ali kakšno sliko, ko smo skupaj. Skratka, skušam živeti po tem načelu, da je vsak dan Valentinovo in da si vsak dan izkazujemo ljubezen. Ja, mislim, moje mnenje je dosti podobno, no. Sem jih vmes razmišljal tako pač, ne, dejansko je ljubezen izkazuješ vsak dan, ne, seveda tudi nekakšen poseben dan, lahko še s posebno pozornostjo, se mi zdi, da sploh, če človeka dobro poznaš, je toliko bolj vredno mogoče, da razmisliš, kaj mu je res blizu. Jaz imam težavo s tem, da ker bi želel sploh svoje ženi dati nekaj najlepšega, potem včasih sploh ne vem, kaj ne tam, ker toliko lepe stvari ni, ne. Ampak je včasih res dovolj pač v bistvu samo neka pozornost, da rečeš, le spomnil sem se, pomeniš mi, a ne, in tako, no, ampak je res, v bistvu odnos se vedno gradi na dlje časa, no, če tako rečem, a ne, tako da. Še eno anekdoto, oziroma, ja, mogoče anekdota. Ko sem magistrirala, jaz imam zelo rada čokoladne torte, ne. Sem dobila od partnerja za darilo celo čokoladno torto, pa sem jo pol 3 dni jedla, da mi je bilo slabo. Ampak sem si res zapomnila in sem bila ful hvaležna za to lepo gesto, no. Skratka, na lepe odnose, na domiselna darila in predvsem to, da bomo drug drugemu darilo. Hvala lepa, gospod Marko, Melita, najlepša hvala za ta obisk in za krasen pogovor. Hvala tudi vam.